Spoštovani, smo v tednu Univerze v Ljubljani. Vsako leto v tem času predstavljamo širši javnosti publikacije Teološke fakultete. To želimo storiti tudi danes. Zato lepo pozdravljam vse, ki ste se nam pridružili pri našem spletnem dogodku. Pozdravljam vse avtorje, urednike naših publikacij, ki nam boste danes predstavili knjižno bero za leto 2021. Obenem pozdravljam tudi vse druge, ki ste z nami, tudi naše profesorje, uslužbence, študente. Želim, da bodo predstavitve vsem nam všeč in da si boste tudi vi katero od predstavljenih del kupili za svojo knjižnico. Vsa dela so namreč dosegljiva preko naše knjižnice, tako v Ljubljani, kakor v Mariboru. Sedaj pa pozdravljam še našega dekana, profesorja Janeza Vodičarja, in mu predajam besedo, da nas še on nagovori. Hvala našemu prodekanu za dano besedo, predvsem pa hvala vsem vam, ki celotno leto skrbite za to, da je naša bera vsako leto vedno bolj polna, da imamo vedno bolj polne ne samo knjižne police, ampak pokrita področja, ki jih raziskujemo. In kljub tej raznolikosti, če pogledamo letošnji seznam, ki se začenja z liturgičnim in se zaključuje z zgodovinskimi in drugimi knjigami, ki prinašajo najrazličnejše poglede na človeka, lahko rečemo z geslom današnjega srečanja, da gre za eno samo in nedeljivo naravo. In ta je združena v pojmu knjige. Knjiga ni samo nekaj, kar zapišemo in postavimo na polico. Knjiga je nekaj, ko je zapisana in gre iz rok v roke, nekaj živega. In delo naše fakultete je ravno v tem, da bi to, kar je zapisano, zaživelo. In zato sem vesel, da smemo in zmoremo na tak način tudi predstavljati naše stvaritve, da bodo zaživele z branjem. Ko bomo sedaj poslušali kratke predstavitve, upam, da se bo zgodil v nas tisti premik, ki nas vabi, da vzamemo tudi knjige v roke. In takrat bo knjiga postala del naše nerazdružljive narave, takrat bo to se naše raziskovanje našlo smisel in pomen. To je tudi namen našega raziskovalnega dela na Teološki fakulteti. Teološka fakulteta, ki s svojim pedagoškim delom poskuša prenesti modrost in znanost, ki smo jo sami prijeli, našli ali raziskovali, je tudi, da odpira nova vprašanja in išče nove odgovore. In te so najprej zapisane v naših publikacijah. Zato res iskrena hvala vsem, ki ste omogočili, da imamo to pred sabo danes, in iskrena hvala še bolj tistim, ki boste to uporabljali in nadaljevali z delom, tako da boste iskali nove možnosti za raziskovanje. Hvala vsem, ki podpirate to naše delo. Hvala našemu dekanu za pozdravne besede. Tako sedaj začenjamo s predstavitvijo naših knjig, ki bomo predstavili v nekaj sklopih. Začenjamo s prvim sklopom, to so monografije, znanstvene monografije iz zbirke Znanstvena knjižnica. Svoja dela bodo predstavili v tej zbirki 4 avtorji. Pomislite, zbirka Znanstvena knjižnica je začela izhajati že leta 1997 in zadnja številka nosi številko 79. Prvi avtor je redni profesor Slavko Krajnc. Njegova monografija ima naslov, kot vidite na displeju, Gostoljubnost liturgičnih sodelavcev na Kristusovi gostiji. Spoštovani avtor, beseda je tvoja. Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Nekaj misli o pravkar imenovani monografiji. Ker je človek obredno bitje, je vedno bil in mora biti vabljen
v praznovanje in s tem v obrede. Saj beseda obred, ki izvira iz besede obrediti, pomeni postaviti v vrsto ali red, ki je zunanje, torej ko sledimo sestavinam obreda, in notranje, ko nas obred, ki je nadinteresna stvarnost, kar pomeni, da moramo vse svoje interese pokoriti obredu, ustvarja v nas notranji red, skladnost, srečo in zadovoljnost. In če to velja že za vsaki obred, kolikor bolj za krščanski oziroma za bogoslužje, v katerem je prvi liturg in delujoči Kristus kot gostitelj in gost, ki sprejema seveda potem tudi v ti dve vlogi tudi nas. Pri bogoslužju smo mi v vlogi gostitelja, ki se pripravlja na sprejem gosta Kristusa v svetem obhajilu. In tako je vsako bogoslužje izraz naše in božje gostoljubnosti. Tako nam pričujoča razprava prinaša na nek način nov pogled na obrede oziroma liturgijo, liturgične sodelavce in pastoralo nasploh. Namreč, če je gostoljubnost prvo sporočilo gostitelja gostom, potem tudi ni vseeno, kako mi sprejemamo, vabimo in vključujemo vernike v bogoslužje. Tudi sveti Pavel naroča, da ne sme nihče postati duhovnik ali škof, če ga ne krasijo gostoljubnost, prijaznost in dobrotljivost. Timoteju 3:3. Tudi nihče verjetno ni pravi kristjan, če ga ne krasi gostoljubnost. Zato moramo reči, da je prava cerkev le gostoljubna cerkev. Hvala za vašo gostoljubnost, da ste mi prisluhnili. Spoštovani avtor, hvala lepa za lepo predstavitev svoje monografije. Tako nadaljujemo. V zbirki Znanstvena knjižnica pod številko 76 je izšla tudi monografija z naslovom Nevroznanost in relacijska družinska terapija avtorja Kristjana Gostečnika. V imenu avtorja bo delo predstavil profesor Miran Špelič. Lepo prosim. Hvala za pozornost. Ni dvoma, da je znanost o nezavednem, kot imenujemo psihoanalizo, zmenjavo številnih paradigem v zadnjih desetletjih naredila velik znanstveni in tudi izjemen strokovni preboj. Enega najrevolucionarnejših psihoterapevtskih pristopov na osnovi menjave paradigme vsekakor predstavljajo sodobne sistemske teorije in njihove različne klinične prakse, ki so jim sledile tudi razne številne raziskave. Globoka notranje psihična, psihoorganska in medosebna doživetja iz mladosti so namreč prenesena na medosebno raven in se izjemno močno kažejo v sedanjih družinskih odnosih. Terapevtski modeli skušajo s svojskimi vzvodi odkriti globoke psihoorganske vsebine, ki na enkraten način ustvarjajo sedanje odnose. V tej knjigi se je avtor Kristjan Gostečnik najprej osredotočil na osnovne elemente relacijske družinske terapije in predstavil 5 temeljnih kliničnih dinamik in principov relacijske terapije. Nato je opisal osnove sistemske teorije in se posvetil relacijskim konceptom. S posebnim namenom je zato že na začetku predstavil zasnovo novega modela relacijske družinske terapije ali pristopa, in sicer tako k družinski, kakor pozneje tudi k zakonski terapiji. Na koncu pa je predstavil še 4 analitične pristope, to je teorijo objektnih odnosov, interpersonalno psihoanalizo, psihologijo jaza in moderno teorijo navezanosti oziroma teorijo regulacije afekta. Na osnovi tega regulativnega nevroznanstvenega modela je možen tudi celosten in celovit pristop k teoretičnemu študiju posameznika, zakona in družine, ter seveda klinični praksi, ki je v tem delu še posebej v ospredju. Knjigo sta strokovno recenzirala profesor dr. Tanja Repič Slavič in profesor dr. Robert Cvetek. Išla pa je v sozaložništvu z založbo Brat Frančišek in Frančiškanskim družinskim inštitutom. Hvala lepa. Hvala lepa za lepo predstavitev.
nadaljujemo s predstavitvijo in sedaj zanimivo delo, ki je tudi išlo v seriji Znanstvena knjižnica s številko 79, je Brevilokvi ali teologija na kratko. Delo nam bo predstavil prevajalec Jan Dominik Bogataj, ki je tudi sodelavec Inštituta za judovstvo, svetopismo in krščanstvo in prav tako doktorski študent v Rimu. Prosim za besedo. Lep pozdrav še iz moje strani. Zelo sem vesel in počaščen, da je tudi ta prevod našel mesto v tej imenitni zbirki in mislim, da ne brez razloga, kajti Bonaventura v Brevilokvi dejansko predstavlja po mnenju številnih raziskovalcev, zgodovinarjev, teologov, en unikaten biser srednjeveške teologije, kjer je, kot je zapisal Henri de Lubac, Bonaventura z neprimerljivo močjo sinteze dejansko predstavil celotno tedanjo znanost, to sciencijo sacro, ki je teologija in z njo dejansko postavil en temelj za vstopanje v teologijo. Delo je nastalo leta 1274. Zanimivo pa, da ga je Bonaventura zasnoval prav na prošnjo svojih sobratov in naj to ponazorim z enim zanimivim citatom iz samega dela. Študentje so imeli namreč težavo z vstopanjem v teologijo in zato jim Bonaventura piše takole. Ker je ta nauk v spisih svetih očetov in učiteljev tako razpršeno izrečen, da ga tisti, ki pristopajo k poslušanju svetega pisma, dolgo časa ne morejo ne videti, ne poslušati, zaradi tega tudi novi teologi pogosto trepetajo celo pred samim svetim pismom, ker nam bi bilo tako negotovo in neurejeno, kakor kakšen temen gost, so me bratje prosili, da iz svojega bornega znanja postavim nekaj kratkega in jedrnatega v resnicah teologije. V dan njihovim prošnjam sem pristal, da pripravim nekakšen kratkogovor, brevilokvium, v katerem ne bo povzeto vse, marveč samo, kar je prav na kratko obravnavati, pri čemer sem zaradi razumevanja dodal kakšne razlage, kakor mi je dovoljeval čas. No, na koncu se je v slovenščini izkazalo, da knjiga obsega dobrih 300 strani, tako da vse skupaj vendar ni tako na kratko, je pa samo delo sijajno že po zgradbi, ker namreč razlagalci Bonaventura občudujejo njegovo sposobnost grajenja misli prav v neki veliki skladnosti. Tako je delo sestavljeno iz 7 delov. Prvi govori o Božji trojici, drugi o stvarjenju sveta, tretji o grehu, četrti o utelešenju besede, 5. o milosti svetega duha, 6. o zakramentih in pa 7. o stanju poslednje sodbe. In gotovo bo v navdih ne samo študentom teologije in filozofije, ampak tudi vsem, ki želite vstopiti v srednjeveško misel. Hvala. Hvala lepa za lepo predstavitev. No, če nadaljujemo, potem lahko rečem, da je v seriji Znanstvena knjižnica išlo tudi moje delo z naslovom Temelji kazenskega kanonskega prava. Delo ima številko 78 in dovolite, da vam to delo na kratko predstavim. Delo je razdeljeno na 3 poglavja. Prvo poglavje predstavlja tipične pojme, ki se pojavljajo v kazenskem kanonskem pravu. Gre za nekoliko drugačne pojme, kot jih pozna civilna kazenska zakonodaja. Drugo poglavje opisuje sam potek kazenskega postopka, ki ga delimo na tako imenovani upravni in pa redni kazenski postopek. Tretje poglavje pa je namenjeno pojasnitvi nekaterih pojmov ali pojavov v zvezi z zlorabo mladoletne osebe ali pa odrasle šibke osebe. Zdi se mi, da je monografija koristna za čas, v katerem živimo, ko postaja družba, pa tudi naša katoliška cerkev zelo občutljiva za spoštovanje človekovega dostojanstva. V zadnjem času slišimo izredno veliko na temo spolnih zlorab mladoletnih oseb. To se dogaja po vsem svetu, tudi mi nismo izjema. In katoliška cerkev je gotovo prva, ki se je sistematično lotila reševanja teh vprašanj. Papežu Frančišku gre velika zahvala.
Mnogi dokumenti so nastali prav v času njegovega pontifikata. On nenehno poudarja, da je v takih primerih, ko se pojavi sum spolne zlorabe mladoletne osebe, potrebna ničelna toleranca. Zato sem prepričan, da je monografija zelo pripravljena študija z tega občutljivega področja in lahko koristi tako cerkvi, kakor tudi širši družbi. In pričakujem, da bodo zainteresirani še posebej zunanji deležniki, tukaj mislim na civilne pravnike, odvetnike, kakor tudi na domnevne žrtve, ki so morda nekaj podobnega, kar opisujem, tudi sami doživeli. Dobro je poznati, kako potekajo postopki, kazenski postopki v katoliški cerkvi, in gotovo bo v veliko pomoč ta moja monografija. Hkrati pa bo gotovo vsakemu bralcu nudila obsežen seznam literature, tako da bo lahko še sam raziskoval, če ga bodo stvari zanimale še bolj podrobno. Torej pričakujemo pozitivne odmeve. Knjiga je dosegljiva pri založbi Ognjišče in tudi v knjižnici Teološke fakultete, tako v Ljubljani, kakor v Mariboru. Toliko na kratko v tej moji predstavitvi. No, s tem pa smo tudi zaključili ta prvi sklop z ozirom na knjige, ki so izšle pri znanstveni knjižnici. Sedaj pa odpiram drugi sklop, to so periodične publikacije Teološke fakultete. Tukaj bomo predstavili naše revije in prvo revijo, to je Bogoslovni vestnik, nam bo predstavila pomočnica glavnega urednika profesorja Roberta Petkovška, gospodična Liza Primc, ki je to tudi z veseljem sprejela in jo povabim k besedi. Najlepša hvala. Bogoslovni vestnik je naša najstarejša publikacija. Je periodična publikacija, ki izhaja 4-krat letno. Prav letos, v letu 2021, obhajamo 100-letnico izida prve številke, ki je izšla leta 1921 v okviru tako imenovane Teološke akademije. Bogoslovni vestnik pa je že imel svojo predhodnico, in sicer v reviji Voditelj v bogoslovnih vedah, ki je izhajala v Mariboru med leti 1898 in 1916. O Bogoslovnem vestniku in Teološki akademiji na koncu prve številke Bogoslovnega vestnika beremo slednje. Važen del kulturne osamosvojitve je osamosvojitev bogoslovne znanosti, ustvaritev samostojne bogoslovne književnosti. To nam je tem bolj potrebno, ker živimo v versko mešani državi na meji krščanskega vzhoda. Na našem vseučilišču imamo moderno organizirano bogoslovno fakulteto, a je potrebna še širša bogoslovna organizacija. Zato se je osnovala Bogoslovna akademija. Namen Bogoslovne akademije je gojiti bogoslovno znanost. V ta namen bo izdajala bogoslovni znanstveni časopis. To je bilo pred 100 leti začetek revije. Letošnji letnik je že kar 81. Med leti 1944 in 1965 revija namreč ni mogla izhajati. Ta čas so jo nadomestili zborniki Teološke fakultete. Kljub temu pa je bil njen prispevek k razvoju teološke, filozofske in humanistične znanosti na Slovenskem izjemen, o čemer priča pregled letnih kazav z bogatimi prispevki naših najpomembnejših filozofov in teologov. Ti so odločilno prispevali k razvoju teološke znanosti in terminologije na Slovenskem. No, danes je Bogoslovni vestnik uveljavljen doma in po svetu. Tuji znanstveniki iz vseh koncev sveta prepoznavajo njegovo znanstveno vrednost. Prispevke za objavo pošiljajo tudi avtorji iz Azije, Afrike in Amerike, kar pravzaprav narekuje reviji dvig kriterijev za objave.
Predvsem pa je revija zavezana slovenskemu bralcu, slovenskemu jeziku ter pastoralnemu delu. V reviji največ objavljajo rezultate svojih raziskav prav raziskovalci z naše fakultete, ki je revija v prvi meri pravzaprav tudi namenjena. V izbiri tem želimo biti kar se da aktualni. Veliko sodelujemo s sosednjimi državami, se pravi, da delujemo dialoško, ekumensko in tudi medversko. Letošnja druga številka je v celoti posvečena svetemu Hieronimu ob 1600. obletnici smrti tega cerkvenega učitelja. Četrta številka pa je namenjena vprašanju upanja, ki poskuša odgovarjati na stiske sodobnega človeka. Naj na koncu omenim še, da je revija na svetovni lestvici Scopus, ki meri uspešnost znanstvenih revij, Bogoslovni vestnik uvrščen kar na 14. mesto med 491 revijami za področje religijskih študijev. Celotne letnike Bogoslovnega vestnika pa najdemo na spletni strani Teološke fakultete pod zavihkom Bogoslovni vestnik. Duhovno-teološko bogatstvo, ki se je v reviji v 100 letih njenega izhajanja nakopičilo, je kar občudovanja vredno. Želimo veliko duhovnega in intelektualnega zadovoljstva ob brskanju, branju in študiju starejših in novejših številk te stoletnice. Hvala. Spoštovana, prisrčna hvala za lepo predstavitev Bogoslovnega vestnika. Prav tako dragocena kot Bogoslovni vestnik je za Teološko fakulteto tudi revija Edinost in dialog, revija za krščansko teologijo in medreligijski dialog, in lepo povabim profesorja Sama Skralovnika, da nam nekaj besed spregovori o tem. Hvala lepa. Torej nekaj besed o reviji Edinost in dialog, o tej splošni predstavitvi, kam točno je revija usmerjena. Morda ne bi toliko izgubljal besed, vemo, kot je bilo že povedano, da se specifično usmerja, kot že pove naslov, Edinost in dialog, torej na dialoško področje, in da seveda primarno objavlja članke povezane z medreligijskim dialogom, ekumenizmom in podobnimi temami. Ko govorimo o zgodovini, ta je tudi kar častitljiva v oziru Edinosti in dialogu, namreč njene predhodnice segajo tudi vse tja v leto 1927, tako da imamo tudi mi, recimo z ozirom na naše druge revije, že kar bogato revijo, bero številk in tudi let. Takole. En pomemben faktor, zaradi katerega smo res veseli pri reviji, so seveda baze in nekako z veseljem spremljamo zadnja leta, zadnje mesece, da te velike, pomembne baze, se pravi, da se revija nekako umešča na zemljevide pomembnih baz. Recimo zadnji čas, kak pol leta morda nazaj, smo bili uvrščeni tudi v bazo DOAJ, ki je baza, ki vsebuje vse revije s tako imenovanim zlatim odprtim dostopom, kar pomeni predvsem dvoje. Prvič, da so članki v reviji objavljeni nemudoma na spletu, se pravi brez časovnega embarga, so takoj dostopni, s čemer nas zavezuje tudi ARRS in podobne iniciative. In drugič, da so avtorske pravice za objavo člankov urejene po modelu Creative Commons, kar pomeni ne samo dostopnost na spletu, ampak tudi nekako odprta vrata za uporabo te znanosti, ki jo damo na splet. Se pravi, s tem pravzaprav na široko odpiramo vrata, da se lahko to znanost potem tudi naprej uporablja, predeluje in skratka uporablja za nadaljnje korake raziskovanja v tej smeri. Tudi sami se na nek način lahko pohvalimo, da je revija v tem zadnjem obdobju nekako se prispela prikomovčiti zgornjo polovico revij po tele že prej omenjeni Scimago rangiranju, se pravi po Scopusu in potemle kazalniku Scimago smo dobili oznako Q1, kar pomeni zgornja, najboljša četrtina, kar nas obdaja z nekim zadovoljstvom in kar pomeni seveda, da tudi revija postaja vse bolj odmevna, prepoznana, kar tudi se pri nas kaže potem, da seveda se zanimajo za objave v naši reviji, tako v Sloveniji, kakor tudi širše, praktično tudi pri nas dežujejo vprašanja pravzaprav z celega sveta. To se kaže tudi recimo v teh znanih SICRIS točkah, se pravi, ki so na nek način pomembne za raziskovalce.
recimo, če samo tako rečem, še nekaj let nazaj, ne dosti 3-4 leta nazaj je revija recimo dobila 10 točk za objavo članka, zdajle je to krat 5 in še več, samo za primer. In pa še samo letošnja številka, še zdaj izhajata zaenkrat 2 številki na leto, včasih je izhajala 1. V prvi letošnji številki smo zaokrožili temo judovsko-krščanski dialog in viri razsežnosti dialoga, se opravičujem, in smo v tej številki pravzaprav objavili prispevke z istoimenskega mednarodnega simpozija, ki sta ga pač pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja organizirala TEOF in pa Center judovske kulturne dediščine. In avtorji, ki jih zdaj tukaj samo naštevamo, potem še pokazalo, se sprehodil so Osredkar, Palmisano, Budiselič, Časni, Podgorevc, Abram, Podberšič, Skralovnik, Stanonik, Večko, Saje, Ravnikar, Preložnik in Krajnc. V drugi številki, ki pa je tudi zdaj opis, ravnokar odpiram, nekaj minut nazaj, preden se je začela ta tiskovna konferenca, sem dobil prelom, kar pomeni, da bo zdaj objavljena na spletni strani in pa tudi prišla v poštne nabiralnike. Najprej še z 2 člankoma zamejujemo ali pa zaokrožamo to temo ravnokar omenjeno, to sta razpravi Pevec Rozmanove in Kristoviča, potem pa odpiramo še marsikatere druge teme, recimo obdelamo profesorja magistra Holca, Skralovnik, Tedeško, potem o problematiki islamskih virov in navajanja Korana in hadisov pišeta Osredkar, Kranjc, Oblonček izpostavlja recimo težavo, ki se kaže v razpetosti med ohranjanjem zvestobe tradicije cerkvi in spoštovanjem načel obhajanja liturgije. Potem s vprašanjem liturgije cerkva se kritično soočata tudi Budiselič in Krallik. Škafar predstavi našega bivšega sodelavca Jožeta Vesenjaka, ki velja za enega od pionirjev ekumenskega gibanja na Slovenskem. Potem en drobec iz tiste bere Hieronima je tudi pri nas objavljen, Stanonik, prinaša etnološki oris o svetem Hieronimu na slovenskih tleh, kakor pričajo redki filološki viri. Ter na koncu imamo še eno razpravo o Lotarju oziroma kasnejšemu Inocencu III, ki ga prinaša avtor Šček, pa še en tujec, Dragneja, pa analizira malikovanje in podobe poganov in poganstev v Pomeraniji v prvi polovici 12. stoletja. Naj samo še z vami podelim kazalo te nove številke. Si lahko morda samo še preletite naslove, sicer pa se zahvaljujem z moje strani, medtem ko tole morda gledate. Seveda na spletni strani Teološke fakultete najdete vse to objavljeno, tako za Bogoslovni vestnik, kot za Edinost dialog, za monografije in tudi druge revije, ki smo predstavljali, je eno vozlišče, prav gotovo naša spletna stran, za katero lepo vabim, da jo obiščete in kakšno informacijo pridobite tudi tam. Hvala lepa. Profesorju Skralovniku prisrčna hvala za zelo bogato predstavitev revije. Tretja zelo dragocena in pomembna revija za Teološko fakulteto je Acta Ecclesiastica Slovenije in bi lepo povabil, če smem, profesorja Mirana Špeliča, par besed o tej reviji. Mikrofon, prosim. Urednik dr. Miha Šimac se opravičuje, ker ima ravno zdaj tudi še predavanja in kolokvije in mi je zaupal svoje besedilo predstavitve tega 43. zvezka revije Acta Ecclesiastica Slovenije, ki nosi naslov Topografsko-zgodovinski opisi župnij ljubljanske škofije 1821-1823. Arhivista Nadškofijskega arhiva Ljubljana, magister Blaž Trin in docentka doktorica Julijana Visočnik, sta zato številko tako pripravila kritično izdajo topografsko-zgodovinskih opisov župnij, vikariatov in lokalij, ki so jih na pobudo takratnega ljubljanskega škofa Avguština Gruberja sestavili domači duhovniki. Opisi zajemajo samo utrip časa in razmer, v katerih so nastali, k temu pa so pisci dodali še veliko zgodovinskih podatkov o posamezni župniji oziroma o kraju, do katerih so pogosto prišli tudi na osnovi ustnega izročila. Mnogo zanimivosti so na ta način iztrgali pozabi.
Izrednega pomena so gotovo predvsem opisi tistih župnij, katerih arhivsko gradivo se je skozi čas izgubilo. Tak primer sta na primer župniji Mozelj in Hinje, kjer sta bila župnijska arhiva uničena v drugi svetovni vojni. Dotični topografsko-zgodovinski opisi župnij tako predstavljajo odličen pisni vir za krajevno zgodovino in zgodovino župnij ljubljanske škofije, ter imajo izjemen kulturno-zgodovinski pomen. Nazorno opisujejo stanje v času, ko so bili narejeni, in zapišejo dragoceno živo ustno izročilo, ki bi sicer utonilo v morje pozabe. Pričujoča številka revije Akta z objavo vizitacijskih zapisnikov nastalih v času škofa Gruberja zvesto sledi svojemu poslanstvu objavljanja neobjavljenih ali težko dostopnih virov, pomembnih za zgodovino cerkve na Slovenskem. Hkrati pa se na svojevrsten način pridružuje obeležitvi spomina na dogodke, ki so se odvijali pred 200 leti in katerih pomemben soudeleženec je bil tedanji ljubljanski škof Gruber. Toliko o tej številki revije Akta Ekleziastika Slovenije. Hvala za pozornost. Hvala lepa profesorju Špeliču. Tako smo zaključili ta drugi sklop, ko smo predstavili naše publikacije, torej revije. Sedaj pa še odprem tretji sklop publikacij, to so monografije, znanstvene monografije, ki so izšle pri drugih založbah. Tukaj vam bomo predstavili kar 9 publikacij, izredno bogata bera, in povabim takoj prvega avtorja, to je profesorja Bojana Žalca, da nam predstavi prvo monografijo. Hvala lepa za besedo. Monografija je izšla pri založbi Lit Verlag iz Züricha. Naslov je Transhumanism as a Challenge for Ethics and Religion, v prevodu Transhumanizem kot izziv za etiko in religijo. Odločilno vprašanje našega časa je, kako ohraniti človeškost in človečnost, humanitas, v svetu radikalno novih tehnoloških možnosti, ki so bile še nedolgo nazaj domala nepredstavljive, danes pa so kot stvarno vse bolj prisotne ne samo v znanstvenih laboratorijih, ampak tudi v našem vsakdaniku. Knjiga se ukvarja s tem vprašanjem skozi obravnavo transhumanizma, raznolikega gibanja, katerega predstavniki obljubljajo in zagovarjajo izboljšanje ali izpopolnitev, angleško enhancement, človeka s pomočjo sodobne znanosti, tehnologije in farmakologije. Transhumanizem nikakor ni kakšno homogeno gibanje, ampak je raznolika usmeritev. Transhumanisti se razlikujejo po tem, kako korenito želijo spremeniti človeka ali ga celo preseči, odpraviti, kako razumejo to spremembo ali odpravo, kaj imajo za možno in etično dopustno in tako dalje. Vsekakor njihova stališča vsebujejo številne nejasnosti, pa tudi pasti in nevarnosti, ki zahtevajo odgovor tako z etičnih kot religijskih vidikov. Predstavljajo izziv za filozofijo, teologijo in druge znanosti v človeku. Knjiga na celovit in interdisciplinaren način poglobi razumevanje transhumanizma in tako pomaga oblikovati pravilno držo do njega, ki bo resnično v prid človeškemu razcvetu. Vsebuje bogato paleto pristopov in obravnav transhumanizma, ki segajo od njegove osvetlitve v luči sodobnih raziskav sreče, preko liberalne eugenike in biopolitike, vse do premislekov z religijske perspektive in analiz njegovih manifestacij v konkretnih umetniških delih. V knjigi je 24 prispevkov, 28 avtorjev iz 11 držav, Avstrije, Hrvaške, Finske, Belgije, Nemčije, ZDA, Slovaške, Madžarske, Poljske, Romunije in Slovenije. 10 prispevkov je delo 11 avtorjev s Teološke fakultete v Ljubljani. Ti so Globokar, Strahovnik, Žaleč, Štivič, Platovnjak, Jamnik, Tomaž Erzar, Katarina Kompan-Erzar, Stegu, Malvendval, Sredkar. Vsi našteti avtorji, razen ene, so člani programske skupine na Teološki fakulteti, ki jo vodi profesor dr. Robert Petkovšek. Prispevki so rezultat dela v omenjeni programski skupini. Zahvaljujem se recenzentoma
profesor dr. Slavku Kranjcu z Teološke fakultete in profesor dr. Matjažu Petrču z Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Hvala lepa. Prisrčna hvala profesorju Žalcu za lepo predstavitev te dragocene monografije. Naslednja, ki je tudi izšla v tujem, to je nemškem jeziku, pa nam jo bo predstavil profesor Stanko Gerjolj. Prosim za besedo. Za besedo, ja, hvala. Monografia Integrative Gestaltpädagogik und heilende Seelsorge. Ihre Chancen und Herausforderungen in der Gegenwart und Zukunft bi lahko prevedli kot integrativna gestaltpedagogika in pastorala, ki zdravi. Njene priložnosti in izzivi za prihodnost in sedanjost, za sedanjost in prihodnost. Nekoliko je specifična ta monografija v tem, da vsebuje 3 različne ravni prispevkov, 3 dele ima. V prvem delu je 7 recenziranih znanstvenih prispevkov, v drugem delu je nekaj poročil o empiričnih raziskavah na tem polju gestaltpedagogike in seveda v tretjem delu je nekaj prispevkov, ki obravnavajo konkretizacijo aplikacije gestaltpedagogike na konkretnih primerih. Pri recenziranih prispevkih, teh je 7, kot rečeno, so 3 tudi slovenskih avtorjev. Vsebinski poudarki so pa v tem, da skušamo odkrivati relevantnost krščanskega oznanila ne samo za cerkev navznoter, ampak tudi za širšo družbo, navzven. Se pravi, da oznanjevanje postaja relevantno tako za konkretizacijo žive cerkve, kot bi lahko rekli, kakor tudi za izzive, ki jih to oznanjevanje postavlja širši družbi. Da cerkev ni samo v skrbi, ali da oznanjevanje ni samo v skrbi za to, da kristjani, če smem tako reči, se učimo krščansko živeti, ampak da ima krščansko oznanilo širše sporočilo, ki je relevantno in pomembno tudi za nekristjane, kot bi lahko rekli. V tem smislu je delo tako tudi ekumensko, ali ima nekaj ekumenskih, kot tudi medreligijskih razsežnosti. Toliko morda, hvala lepa za to priložnost in želim vam tudi lepo in zanimivo branje. Hvala lepa profesorju Gerjolju za lepo predstavitev. No, naslednja monografija je izšla v Celjski Mohorjevi družbi z naslovom Nasilje od razumevanja vzrokov k iskanju rešitev. Urednica je profesorica Sara Jerebic. Med avtorji je Kristjan Gostečnik, naš profesor, in še 11 drugih avtorjev. Ker avtor danes ni navzoč, zato bom samo čisto na kratko prebral predstavitev. Uničujoča moč nasilja ima veliko obrazov in mask. V znanstveni monografiji z naslovom Nasilje od razumevanja vzrokov k iskanju rešitev 12 avtorjev vsak svojega raziskovalnega področja odstira različne obraze nasilja, predvsem v luči medsebojnih odnosov. Dosedanjo teorijo in raziskave združujejo s kliničnimi izkušnjami. Raziskovalni mehanizmi pomagajo razumeti dinamiko nasilja, terapevtske intervence pa pripomorejo pri predelovanju travme, nasilja in razreševanju posledic, da se te ne prenašajo v naslednje rodove. No, vsekakor je knjiga zanimiva po vsebini in upam, da bo pritegnila veliko bralcev, verjetno tudi iz naših krogov. Toliko glede predstavitve te knjige. Sedaj pa nam bo profesor Matjaž Ambrožič
predstavil dve monografiji, ki sta izšli pri založbi Salve. Spoštovani kolega, prosim, beseda je tvoja. Lep pozdrav vsem skupaj tudi z moje strani. Letos je Župnijska cerkev na Breznici obhajala 200. obletnico dograditve in posvetitve in ob tej priložnosti sem pripravil dve znanstveni monografiji. Prva, ki jo imate na sliki, se tiče zgodovine Brezniške župnije, ki pa ima seveda dolgo predzgodovino, ki sega v antični čas. Najprej knjigo začnem z krščanstvom v vaseh pod Stolom in na tej lokaciji je najbolj znano staro krščansko središče arheološko raziskano na Ajdni. Potem so predstavljene vasi, nato pa predhodnica Brezniške župnije pražupnija Rodine, ki je bila ena od 4 zgodnje srednjeveških župnij na Gorenjskem. No, potem so njen sedež prenesli koncem 13. stoletja v Radovljico in potem je bila ta župnija zopet obojena za časa reform Jožefa II. Koncem 18. stoletja. Ker je bila takratna župnijska cerkev na skrajnem vzhodu novo nastale župnije, ki se je odcepila od Radovljice, je bilo potem potrebno graditi novo cerkev v središču župnije. No in temu problemu je posvečeno kar precej govora v tej knjigi. No, nato pa potem predstavim življenje župnije Breznica v zadnjih 200 letih in sicer pod različnimi vidiki, v različnih obdobjih, posebej tudi te bratovščine pa cerkvena združenja, ki so bila do nemške okupacije zelo dejavna, pevske zbore. Drugi del knjige pa je posvečen biogramom duhovnikov, ki so delovali v tej župniji, 18 župnikov in veliko kaplanov do druge vojne, in potem še biogramov 80 duhovnikov rojakov od sredine 17. stoletja do danes, plus še 17 redovnic. Na koncu pa potem sledi še analiza gibanja prebivalstva od leta 1754 pa do današnjih dni. Knjiga je izšla pri založbi Salve, izdajatelja pa sta Župnija Breznica in Inštitut za zgodovino cerkve na naši fakulteti. Recenzenta pa sta bila dr. Miha Šimac pa dr. Igor Grdina. To je prva knjiga. Druga knjiga ima pa naslov Cerkve in božja znamenja v Brezniški župniji, je pa umetnostno-zgodovinskega značaja. Založništvo je enako, prav tako tudi recenzenta. V tej knjigi je predstavljeno 8 cerkva plus 1 podrta, ter potem vsa znamenja, križi in potem še spominska obeležja žrtvam obeh svetovnih vojn. Skupaj sta ti dve knjigi neke vrste dvojčici, zato imata tudi podoben dizajn. Vsega skupaj pa je besedila za 798 strani. Tako da sta kar obsežni in seveda v vsaki od njih je tudi po približno 200 fotografij. Hvala lepa. Hvala lepa profesorju Ambrožiču za lepo predstavitev obeh del. Sedaj pa lepo povabim profesorja Simona Malvenvala. Izredno dragocena je njegova izdaja lepe monografije v Beogradu. Gospod profesor, prosim, izvoli. Hvala lepa za besedo. Monografijo z naslovom Rural Martyrs on the Periphery of Medieval Europe je izdala Pravoslavna teološka fakulteta Univerze v Beogradu in predstavlja glavni rezultat podoktorskega raziskovalnega projekta o srednjeveških vladarskih mučencih s podporo ARRS. Izid monografije pomeni okrepitev primerjalnega proučevanja srednjega veka v slovenskem zgodovinopisju ter prinaša nadaljnji razvoj ekumenskega sodelovanja med katoliškim in pravoslavnim visokošolskim prostorom. V monografiji so
analizirani izbrani svetniški življenjepisi Borisa in Gleba iz Kijevske Rusije, Jovana Vladimirja iz Duklje ali Stare Črne Gore in Magnusa Erlendsona z Orknijskih otokov, takrat del Norveške. Pojav mučeništva med člani vladajočih rodbin, ki so jih zaradi političnih koristi umorili kristjani sami, je med 10. in 12. stoletjem odločilno zaznamoval proces pokristjanjevanja in oblikovanja zgodovinske zavesti dežel na vzhodu in severu Evrope. Tovrstne svetnike povezuje temeljna skupna točka. Pred smrtno nevarnostjo se niso zatekli k maščevanju ali bratomoru kot sredstvo boja za oblast, ampak so raje sprejeli smrt zaradi ohranitve življenja drugih ljudi. To pomeni, da so žrtvovali samega sebe za druge. Vladarske svetnike so njihovi sodobniki in nasledniki postavljali za nosilce ideala krščanskega monarha in simbol zavrnitve nedavne poganske preteklosti. Ta pojav je povezan tudi s samozavestjo cerkvene in politične elite novopokristjanjenih političnih tvorb. Lastne domovine so kljub razmeroma poznemu sprejetju krščanstva dojemali kot versko zrele in posledično enakovredne velikim kulturnim avtoritetam, na primer Bizantinskemu cesarstvu, kar je bilo v veliki meri mogoče prav zaradi pojavitve prvih domačih svetnikov. Tukaj na koncu bi se samo nekako oddaljeno zahvalil vsem na Pravoslavni teološki fakulteti Univerze v Beogradu, ki so k tej izdaji pristopili res z veliko odprtostjo in naklonjenostjo, gotovo pa je osnova temu bila dolgoletna vez med našo teološko fakulteto in njihovo, se pravi, je to na neki način tudi izraz sodelovanja med obema fakultetama v akademskem in v ekumenskem smislu. Hvala lepa. Prisrčna hvala profesorju za čudovito predstavitev. Tako dragocena je pa tudi še naslednja knjiga, ki je izšla pri Mladinski knjigi, in to je od profesorice Irene Avsenik-Nabergoj. Spoštovana avtorica, prosim za besedo. Najlepša hvala in prisrčen pozdrav vsem. Aluzije na Sveto pismo prežemajo naše umetnine, glasbo, literaturo, našo konverzacijo in celo popularno kulturo. Njihovo število verjetno celo presega grško in rimsko mitologijo. Kljub temu vseprisotnemu vplivu Svetega pisma je med ljudmi osnovno poznavanje Svetega pisma, njegovih zgodb in jezika precej skromno. To me je spodbudilo, da že okrog 2 desetletji svoje primarno raziskovanje na področju slovenske in svetovne književnosti vzporedno poglabljam tudi v svetu Svetega pisma pod vidikom ustvarjalne rabe zakladnice svetopisemskih snovi z njihovo perspektivo ter njihovim tematskim in motivnim cvetom. Ob bogastvu vsebinskih vidikov v najrazličnejših vrstah svetopisemske pripovedi in poezije je prav poseben tudi njihov jezikovni in besedni izraz, zvočno in likovno izraznostjo, svojevrstnimi metaforami, simboli in primerami iz narave in kulture, z izvirno rabo govornih figur, kot so paralelizmi, stopnjevanja in antiteze, ter razširjenih figur z opisi, izpovedmi, govori in dialogi. Presenetljivo je tudi mnoštvo literarnih vrst, zvrsti in žanrov z njihovo posebno oblikovanostjo. Vse to pa je področje, ki je le malo obdelano celo v svetovnem merilu, pri nas pa je doslej še skoraj čista novost. V prvih 2 delih svoje knjige tako predstavljam Sveto pismo kot zakladnico literarnih oblik in poti do globljega razumevanja bibličnih besedil. Najbolj izstopa slovar osnovnih literarnih oblik v Svetem pismu Stare in Nove zaveze. V njem ob primerih iz Svetega pisma opišem značilnosti 130 vrst literarnih in retoričnih oblik, kot so različne vrste poezije in proze,
na primer avtobiografije, blagoslovi, epi, evangelije, hvalnice, izpovedi, legende, psalmi, modrostni izreki in modrostni psalmi, pa molitve, novele, pesmi, poročila, preročni govori in izreki, pripovedi, rodovniki, prošnje, tožbene, pogrebne in zahvalne pesmi, pa žalostinke, alegorije, metafore, paralelizmi, personifikacije in druge. Potem na kratko predstavim tudi metode v raziskovanju Svetega pisma, zgodovinsko-kritično metodo, literarna branja, sociološko-antropološko preučevanje, poststrukturalistični pristop, politična branja, feministične interpretacije, svetopisemsko hermenevtiko, teološka in lingvistična branja, judovske prispevke, interpretacije Svetega pisma in pa recepcijo svetopisemskih zgodb. Osvetljujem velik vpliv literarne oblike Svetega pisma in starodavnih hermenevtičnih strategij, ki so se nanjo nanašale na poznejša literarna branja in kritične pristope v poznejši zahodni literaturi. V 3. in 4. delu knjige obravnavam različne smeri recepcije Svetega pisma v poznejši judovski in krščanski kulturi in različne smeri poustvaritev svetopisemskih zgodb v evropski duhovni literaturi. Z osredotočanjem na literarne kakovosti svetopisemskih besedil se bralec z novo neposrednostjo sreča z njihovo močjo, ko se obračajo nanj skozi živ dialog z Bogom, Izraelom in vsem svetom. Na tem osebnem dialogu, ki nagovarja vsakega bralca, pa temelji prizadevanje za pravi življenjski dialog med ljudmi. Najlepša hvala. Spoštovana kolegica, prisrčna hvala za lepo predstavitev. Tako počasi se naše knjige zaključujejo, še zadnjo bomo spoznali in to je razlaga evangelijev, Fortunancijan Oglejski. No, to knjigo nam bo sedaj predstavil urednik in pisec spremne študije Jan Dominik Bogataj. Lepo prosim. Po 15 stoletjih pozabe nam sedaj Fortunacijanovo delo, ki je bilo odkrito v Kölnskem rokopisu iz 9. stoletja šele leta 2012, povsem na novo odstira najzgodnejšega oglejskega cerkvenega očeta iz sredine 4. stoletja in prinaša zelo verjetno najstarejši ohranjeni latinski komentar evangelijev. Krščanstvo na naših tleh je dedič oglejskega antičnega krščanstva, zato pomembnosti te najdbe ni mogoče dovolj poudariti. Zahteven politično-doktrinalni kontekst Fortunacijanovega življenja in pa predvsem ostra Hieronimova ocena glede njegove domnevne pripadnosti krivoverskemu arianizmu sta lik in pa besedilo oglejskega škofa že v pozni antiki pahnile v pozabo, zato govorim o 15 stoletjih. Šele sedaj, ko je bila leta 2017 objavljena izjemna kritična izdaja, ki jo pripravi dunajski kolega dr. Lukas Dorfbauer, ki je besedilo samo tudi odkril, za slovensko izdajo pa je prispeval tudi uvodno besedo. Šele sedaj je tako na podlagi tega nedavno odkritega dela z latinskim naslovom Komentariji in evangelija mogoče ugotoviti, da oglejski škof, ki je imel dobre povezave tako s papežem Liberijem kot s cesarjem Konstancijem II., ni bil pripadnik arianizma, še več, celo boril se je zoper to krivoverstvo in verjetno pripadal zmernejši prokatoliški nicejski struji. Slovenska izdaja, poleg obsežne, kar 165 stranske spremne študije, prinaša sam slovenski prevod izvirnega latinskega besedila, ki je, tukaj se lahko pohvalimo, za angleščino šele drugi prevod v sodobni jezik. Obilica zgodovinskih, svetopisemskih in teoloških zanimivosti, prikazana tudi v spremljevalnem znanstvenem aparatu, predvsem pa to dolga stoletja pozabljeno eksegetsko delo, ki skupaj z deli Viktorina Ptujskega in Hieronima pričuje za naša tla kot za zibelko latinske razlage Svetega pisma. S tem pa je slovenski patrologiji ponujena neovrgljiva priložnost, obenem naložena tudi velika odgovornost. Vse to vabi k branju in odkrivanju tega dolgo pozabljenega škofa Fortunacijana Oglejskega. In naj omenim, da ta zadnja trditev ni bila zgolj retorična fraza, saj je nedavno izšel prav tu v Rimu en temeljit prispevek o doktrinalni
rehabilitaciji Fortunaciana. O njem sem prejšnji teden lahko smel govoriti tudi v Madridu, tako da dejansko svetovna javnost sedaj spoznava to izjemno odkritje. Na nas pa je, da ga v Sloveniji kot dejansko dedičini tega angleškega krščanstva dodobra spoznamo in ga postavimo ob bok poznanemu Viktorinu Ptujskemu. Čisto z duhovnega vidika pa je besedilo seveda zanimivo kot taka zelo preprosta, ampak po drugi strani zelo živa, konkretna razlaga evangelijev. Tako da vabljeni k branju. Tako, prisrčna hvala za to lepo predstavitev. Tako počasi smo prišli do konca. Spoštovani, hvala za vašo navzočnost. Kot vidite, naša knjižna bera v letu 2021 je bila zelo lepa, bogata. Vsi smo torej povabljeni k branju. Prisrčna hvala avtorjem, urednikom, pomočnikom, prevajalcem, ki ste danes sodelovali. Prisrčna hvala tudi za tehnično pomoč referentki iz Maribora, gospe Jerneji Antlej, da nam je tako lepo pomagala, postregla z diaprojekcijo. Povabite k poslušanju posnetka tudi svoje prijatelje, še posebej naše študente, pa seveda tudi k nakupu, tako da bo knjiga krasila pa tudi marsikatero dušo. Spoštovani, s tem zaključujemo to našo spletno predstavitev in se vam zahvaljujem.